Kje si se naučila kuhati alelujo? Če se gledam. Ja, alelujo je pri nas doma mami ene parkrat skuhala. Tako da mi je ona pokazala, malo sem poj pozabila, potem sem se pa tlele, ko sem hodila na ta tečaj kuhanja na Ljudsko univerzo, sem pa obnovila tisto znanje, ki sem ga že imela, ki sem pozabila ga, no. Tako da sem se, v bistvu, da jo znam skuhati. Odkud je pa mami bila? Mami je bila iz Bohinja in v Bohinju je mama, to mi je ona povedala, vedno pred veliko nočjo skuhala alelujo, ampak ne zabeljeno, čist brez vsake maščobe, kot za postno alelujo. Potem ki je bila pa velika noč na nedeljo, je pa zjutraj mama vedno ta prvo dala alelujo, v kateri se je kuhalo suho meso. In predno so jedli ta velikonočni zajtrk, so oni pojedli to alelujo, ampak je bila kuhana na juhi iz mesa, no, potem so pa šele velikonočni zajtrk pojedli. Tako da tisto, kar ste vi k žegnu nosili, ste jedli v nedeljo zjutraj? Zjutraj, to se jedli vedno v nedeljo zjutraj, Ker so različne navade, nekateri že takoj popoldne Ne, tlele je bilo pa vedno zjutraj, ampak vedno je bilo, mislim, pri mamici v Bohinju je bilo tako. No, pri nas pa smo zelo hitrci smo jedli, pa pirhe pa to, Ja. Tudi pri vas so jedli ta velikonočni zajtrk nedeljo zjutraj? Zmeraj v nedeljo zjutraj, nikdar zvečer. Alelujo pa pri vas niste kuhali? Alelujo je pa samo mami vedva, pa sprepovedovana njenega, pa iz okoli mojih prijateljic, ki smo kuhali vse sorte, pa ko sem v hribah od raznih takih pogovorov, je prišla zmeraj tudi aleluja na svetlo, pa smo se pač pogovorili, kako to gre. Pa sem pa dobila knjigo od Hafnerja, sem pa sploh veliko tudi uporabila in pa sem pa videla, da sta dve sorte aleluje. Ena je čist popolnoma postna, ena je pa s krompirjem, pa s cvirkem zabelen, to, da lažje poješ. Ja. Je pa tako, da rečemo pri moji mamici v Bohinju, takrat, ki je bila še mlada, so v to juho vedno zakuhali kašo proseno, da je bila malo bolj močna, da ne bilo tako plavko. To odmiram, ker je sta dve, eni jo z kašo, gorenjska je bolj kaša, dočim štajerska pa to ima z moko podmet, Primorci jo pa kuhajo iz svežih olupkov, ne iz suhih. Tudi Hafnerjev recept je z žlico ajdove moke, da jo podmede. Da je bolj gosto naredi. Ja, podmed naredijo. In to z ajdove moke, ne z z ajdove moke mora biti, ajdova moka. Bomo pa zdaj imeli skuhali to nepostno različico, ki je tudi še malo mesa noter, Ja, ki že juha, meso se je kuhal, juha je od mesa, in od tej se bo skuhala ta repa oziroma repni olupki, ki sem jih v soboto olupila repo. Sem olupke posušila, tako da so bili v nedeljo že suhi, in sem jih prelila z mrzlo vodo. To vodo sem pa res dvakrat na dan menjala, da gre ta grenkoba iz teh olupkov ven. Danes se bo pa te olupki narezali na drobno, pa se bojo skuhali še naprej v juhi, ki se je prej meso kuhal. Ko bo to kuhan, bomo dali pa noter, lahko damo kašo ali pa damo ajdovo podmet z ajdove moke, oboje imam pripravljen. Pa zabela se bo pa z ocvirki. Na masti so jo ocvirki pogreli, pa se bo dal del ocvirkov noter v juho, en del so pa dal na krožniku pa po juhi gor. A bomo kar začeli? Ja, lahko.
po pravilih, mislim, v starih časih, ne, Ja. so rečimo to repo lupile tako, da je ves čas takole okrog šla, da ni nič prekinjala, No, vidiš. takole. Sam zdaj meni to ne gre več, takole, da je kaj taki, da je tudi ta repa ni več tako. Tako bi moglo biti, da je repa bila ves čas takole v enem kosu. Aha, Ki je aha. celo repo je ulupila tako, da je bil samo en kos teh olupkov. A ne? Ampak tista repa je bila tudi lepo okrogla, zdaj so tele repe, ki so podolgovate, pa ne gre takole, da bi lahko takole olupil. Pa se je dal na plato gor, pa se je lepo posušil. Tudi take platoje so imeli, ko je bil, ko so bile Luknjice noter. Ja, podolgaste. In gor so od tega ali pa olupke od jabolk so tudi sušili. Tako sušil. Ja. In to kmetije so peči imele, na peč se je te najbolj fajn posušila. No, vidiš. Takole. No, zdaj smo Pa je zdala še en tale vrček. Ja, kar noter mu dala vodo, ja. Potem se je takole, ta repni olupki so se prelili, takole, tako da je bilo vse noter lepo, no. Pa se je to pustili en dan. Naslednji dan so se ti olupki malo takole stisnili, v ta voda se je odlila in se je nalila nova voda. Zato, da je, in to se je delalo 3 dni, da se je ta grenkoba olupkov izničila, a ne, ki jih je voda je ven pobrala. Potem, ki je to bilo toliko dni, pa olupki takole mehki tudi nastanejo, a ne. To so bili 3 dni namočeni. No, jaz sem 2-krat na dan menala, da Jana bo grenko. No, vse so mehki, že zdaj, ko so se Fajn so. so se že Težko namakali, tako da ne bo. Tako se fajn reže, kot bazile rezal. Ja, Rekel pa tudi, če je dobro skuhan, se ne more biti ne vem kako slab za pojest. ja, A ne? če je bila suha juha, če je bila pa tista navadna voda, je bilo pa bolj šlohno. Ja, post ne prosim. Ja. To pa drugače ne more biti. Lepo. Tako so ga pa prelile noter v lonc. Ja. Bom dala kar tole tradicionalno črno posodo, ki so jo včasih bolj imeli, a ne, te posode, razen pokrovke so bile drugačne. No, v to Kar noter dala. Kar noter dale. To se bolj z roko delam. Tule noter se je kuhal že suho meso, no, in se je shranila ta juha. Jo tule not ulijemo. Takole, Tole okamo to takole, stane. no. Vidiš. In zdaj takole ostane. Takole že maščoba še od vsega mesa. Da bo malo bolj Ja, zabeljena. da bo bolj zabeljeno. Bomo dali pa na štedilnik, da se bo kuhal naprej. To je prosena kaša. V eno skodelico bomo dali tole kašo, pa jo bova kar malo že pokuhale samo, brez... Kar unli. Čist mehna. Takole bomo dali noter. Jo, da bo gosto, a ne? Ja, ja. No. Fajn, prima. Takole. Prima. Se mi zdi, ko smo na Gorenjskem, da bolj paše, da damo kašo, kot da podmet narediva, a ne? Ja. Tole bomo zdaj počakali, da se bo skuhal. No, potem, ko bo kaša kuhana, jo bomo vlili v tole posodo, pa zabilili z ocvirki, na svinjski masti jih bomo pogreli. Veliko pa Ja. ta sin nasmeh. No, zdaj je začel že vreti.
že dobro vre. Malo bom premešala. Kole. Evo, zdaj so že, kole so olupki, fino bojo se zmehčali. Malo bomo še pustili, da še malo bo vrelo. Pa je pred konc bomo dali pa kašo noter, ki je že kuhana. Cesen, ki je cvedu takrat. Hvala sem na to. No, moj, jaz sem rušil to. Tudi 6 sem jih nekrat videla. In to tako sprot gor je huda luknja. Tam je grosla za suh. Tam sem jih jaz 6 videla. Na Cesna gor so bili, pa še take velike flike so bili snega. Kar o tem tebi, Aha. šefici. Na ni najprej gospodar dobo. Ja, se ga zdaj ni tle. Gospodar je tamle, kuha. Oče bo to ni. Ne, še druga. Ja, se bo dost. Čakaj. Misliš, da moj veliko pojedo? Ne. On je v prvič jedel. A res? Ja. Šinkalja ni. No, kar daj. Diši zelo v redu. Ojko, pridi. Sam dan smo bili velikrat na skupnih vajah. No, zdaj ste pa videli, kakšno je to, dober tek, da je probajte. A ne, da ni ta slaba. Sploh se od cvirki naredijo un meso. Ja, v redu, ja. Ker takrat, ki je bilo šle v Tržič v šoli, a dan zemlja, kam, nekaj tazga imajo.